Dober večer, Edvard. Dober večer. Septembra si se vrnil v Ljubljano na Radio-televizijo Slovenija po 8 letih dela dopisništva iz New Yorka, 8 let dopisništva in tudi 8 let življenja tam. Današnja novica iz druge strani luže je naslednja. Potekajo, mogoče še vedno, javna zaslišanja v zvezi s politiko, ki jo ima oziroma je imela Bela hiša do Ukrajine, seveda v luči demokratskega napada ameriškega predsednika Trumpa in seveda v luči postopka njegovega odpoklica. Kako komentiraš ta današnji dogodek, ali gre samo za neko predvolilno dogajanje? Vemo, da bodo Američani drugo leto volili predsednika. Dober večer, hvala seveda Darja za povabilo in seveda hvala, da ste se oglasili danes tukaj, tudi pri takem vremenu. Pričakoval sem, da vas bo bistveno manj, glede na to, kaj se dogaja zunaj. Danes se je začelo javno zaslišanje Donalda Trumpa glede tako imenovanega impeachmenta, odpoklica predsednika. Do zdaj so bila zaslišanja prič za zaprtimi vrati. In zakaj je danes tako pomemben dan? Zaradi tega, ker so zaslišanja javna, torej pred televizijskimi kamerami. In seveda, če so Američani do zdaj poslušali o domnevnih nezakonitostih ameriškega predsednika posredno, če so brali v časopisih, če so o tem govorili novinari, takšni in drugačni analitiki, so seveda bili vedno v dvomih, ali je vse to, kar slišijo od enega ali drugega, res. Šlo je za interpretacijo zaslišanj vsega tega, kar se je dogajalo za, kot pravimo, za zaprtimi vrati. Od danes naprej pa se dogaja pred kamerami, se dogaja tako rekoč v dnevnih sobah, v kavčih, na kavčih Američanov. In seveda, ker vemo, da Američani, ne samo Američani, nažalost je trend globalen, preživijo izredno veliko časa pred televizorji, je seveda to zelo pomemben dogodek, kajti domnevne nezakonitosti predsednika postajajo bistveno bolj realne v zavesti Američanov, kot so bile doslej. Seveda ne smemo pozabiti, da ne gre samo za televizijo. Vsi vemo, da nosimo male televizorje vsi v žepih v zadnjih letih in seveda v Ameriki ni nič drugače oziroma še veliko bolj. Skratka, od danes naprej je proces odpoklica ameriškega predsednika bistveno bolj intenziven, kot je bil do zdaj, rečeno zaradi tega, ker se dogaja tako rekoč v živo. Priče bodo gledali Američani sami in seveda bodo lahko sami si ustvarili neposredno mnenje, ali je predsednik resnično prekršil zakon in ali si zaradi tega zasluži odpoklic. Samo še en stavek, seveda, sam proces odpoklica predsednika, morda, če dovolite, eno zelo kratko pojasnilo. V Ameriki pač vemo, predsednika lahko odpokliče kongres. In seveda kongres mora za odpoklic predsednika dobiti večino v predstavniškem domu in 2/3 večino v senatu, torej v zgornjem domu parlamenta po evropskih standardih. In ta proces je zelo težak. To pravilno oziroma zadostno večino je zelo težko doseči, kajti sistem je narejen, očetje ameriške demokracije oziroma pisci ameriške ustave so
hoteli narediti ta proces težak, kajti odpoklic predsednika naj bi bilo resnično izjemno sredstvo za zamenjavo oblasti, če bi določen predsednik padel v skušnjavo, da bi se obnašal skrajno nezakonito, da bi imel avtokratske ambicije in tako naprej. In kot veste, do zdaj še noben impeachment oziroma odpoklic po naše ni uspel. Vsi se seveda spominjamo Richarda Nixona leta 1973 po aferi Watergate, vendar strogo tehnično gledano, Richard Nixon ni bil odpoklican, kajti Richard Nixon je sam dan pred izglasovanjem odpoklica odstopil. Naslednji primer smo imeli Bill Clinton v aferi Levinsky, tudi Bill Clinton je odpoklic preživel. Torej, še enkrat, impeachment, odpoklic je zelo, zelo težek politični proces, ki v končni posledici lahko zamenja predsednika, vendar to se zgodi zelo, zelo, zelo redko. 8 let si bil dopisnik za televizijo, za radio, seveda nabralo se ti je ogromno znanja. Tvoj pogled v ameriško politiko je dragocen. Skozi tvoja javljanja, tvoje prispevke smo spremljali ne samo politično dogajanje, spremljali smo strelske obračune, spremljali smo, kaj se dogaja s prvo damo, Slovenko Melanijo, spremljali smo prodor Luke Dončića na ameriški trg, bom takole rekla. In po 8 letih si se vrnil, je bilo to zate, zdaj prav iskreno, če odgovoriš na to vprašanje, neka vrste majhno olajšanje ali pa te zdajle kar malo moti, da nisi tam in da ne boš na primer poročal za televizijske odmeve, kaj se dogaja, da so se danes začela ta javna zaslišanja. Razmišljaš o tem? No, moram priznati, da v našem poslu, ljudje, ki se ukvarjamo s televizijo, je nekaj naravnega narcizma. To moramo priznati, kajti biti televizijski novinar pomeni, da seveda je človek bistveno bolj prepoznaven, kot naprimer, če je časopisni, radijski novinar, kar ima seveda svoje pluse, ima pa tudi svoje minuse, kot vemo, včasih seveda nam ni preveč všeč, da nas ljudje prepoznajo, tudi takšne situacije se dogajajo, ampak kar se same Amerike tiče, tam sem bil 8 let. In seveda, če človek premisli, 8 let ni tako kratka doba. To je 1/10 življenja, to je 1/5 aktivnega življenja. In seveda, osebno mislim, da je 8 let gledano profesionalno več kot dovolj. Pri nas imamo mandate, nekaj podobnega kot v diplomaciji, 4 leta, če so naši delodajalci z nami zadovoljni, lahko podaljšamo še za 4 leta, vendar po 8 letih se mora človek vrniti domov. In jaz mislim, da je prav tako, ne samo zaradi tega, ker bi morda kdo rekel, v 4 letih se človek izprazni oziroma v 8. V 8 letih človek izgubi stik z realnostjo doma. In moram vam priznati, da seveda se je v Sloveniji, ne glede na to, da morda vi nimate takega občutka, v Sloveniji se je v 8 letih zelo veliko spremenilo. Lahko vam povem, da naprimer, ravno gospe sem razlagal, da ko se zdaj vozim na Primorsko, kjer živi moja žena, je gneča na avtocesti tako neizmerna, da sem popolnoma šokiran. Kako se je promet povečal, kako je težko, kako je potovanje v Sloveniji, naprimer, težje. To je samo ena taka mala stvar. Še enkrat, seveda, jaz zdaj, ko sem se vrnil nazaj, sem še vedno v službi na televiziji, še vedno se
In na radiju? Ne, Oziroma, na radiju ne. Ne, na radiju ne. Naše delo je tako, morda kratka informacija o dopisnikih, kako in kaj. Izvolite. Mogoče bova o tem malce kasneje. Pojdiva zdaj mogoče na sam začetek. Tvoje poti v novinarstvo smo prišli po različnih poteh zaradi različnih razlogov. Zakaj in kako si ti prišel, študiral si pravo, zakaj torej novinarstvo, kje si začel in seveda zakaj najprej vprašanje? Ja, to je kot prvo, jaz sem diplomirani pravnik in razlog, zakaj sem se odločil za študij prava je ta, takrat na začetku študija bil sem prva, morda druga generacija fantov, ki smo šli k vojakom takoj po srednji šoli, torej z 18 letom, to je bila še Jugoslovanska ljudska armada. Številni se spomnite in seveda je takrat smo šli takoj po srednji šoli k vojakom in seveda to je bilo dobro zaradi tega, ker marsikdaj človek po srednji šoli ne ve natančno, kaj bi študiral. To je težka odločitev, izbrati svojo življenjsko pot. Zaradi tega sem šel jaz k vojakom. No in ko sem se vrnil nazaj, sem začel delati na Radiu Slovenija honorarno. In spominjam se, da sem z ljudmi, ki so že takrat bili v službi na radiju, da sem jih spraševal, kaj naj grem študirati. In takrat je bilo, ponavadi smo študirali, tisti ljudje, ki nismo vedeli natančno, kaj bi študirali, smo šli na kakšno družboslovno smer. In seveda logično bi bilo, da bi šel na, takrat se je imenovala FSPN, Fakulteta za FSPN, sociologija, politične vede in novinarstvo. Zdaj je drugače, zdaj je FDV. No in seveda sami kolegi na RTV-ju so mi rekli, ne na FSPN, pej ti kar na pravo, ker sem bil v dilemi in zaradi tega sem se odločil za pravo. In moram reči, da je bila odločitev pravilna, ne samo zaradi tega, ker tudi na samem FSPN-ju so mi kasneje povedali, se niso študenti učili zelo veliko obrtnih stvari glede samega dela v elektronskih medijih, šlo je bolj za teorijo, šlo je predvsem za to prednost študija na pravni fakulteti je bila, da sem seveda dobil občutek oziroma sem se naučil, kako država funkcionira, kaj je represivni aparat, kaj so zakoni, kaj pomeni biti legalist in tako naprej. Skratka, študij prava mi je v mojem profesionalnem delu izjemno pomagal. Zaradi tega sem pač končal študij prava in potem že ob koncu študija prava sem začel, že takrat me je vleklo in sem začel z ženo, takrat še ne, potovati po svetu. Bila sva ena prvih Slovencev, ki sva odpotovala z vlakom na Kitajsko. To je bil še čas Jugoslavije in seveda šli smo z vlakom iz Budimpešte do Moskve in iz Moskve do Pekinga s transsibirsko železnico in seveda spominjam se, da smo karte dobili še po takratnih vzhodnoevropskih cenah in to je bilo, mislim, da je bilo 90 nemških mark. In smo se peljali do Pekinga in skratka, to je bilo prvo večje potovanje na Kitajsko in Kitajska je bila takrat, so bili ljudje še vsi v zelenih uniformah, takrat je bila Kitajska nekaj popolnoma drugega in seveda potem, ko sem čez leta kasneje šel službeno na Kitajsko, sem bil fasciniran, kakšen napredek je ta država naredila in verjetno bi bil danes ponovno fasciniran. No in potem kasneje Indija in tako naprej in vse to me je prineslo, me je pripeljalo na koncu v zunanjo politiko. Potem je prišlo prvo dopisniško mesto, kajti novinarsko delo v zunanji politiki je vedno neke vrste priprava
Tako, mislim, da je prav, da to poveva, da vsi, ki delajo v zunanje političnih redakcijah, si želijo skratka postati dopisniki v tujini. Tako. Zaradi tega, ker to je neke vrste, morda po analogiji z diplomacijo, čeprav je morda slaba primerjava, to je vrhunec, to je verjetno, kot če postaneš ambasador v tujini, če si diplomat. In seveda, jaz sem kandidiral v 90-ih letih, takrat Slovenija še ni bila članica Evropske unije in kandidiral sem za Bruselj. In seveda takrat sem v Bruslu začel odkrivati Evropsko unijo, ki takrat v Sloveniji, in Zvezo NATO, ki takrat v Sloveniji še ni bila tako popularna. No in potem po vrnitvi iz Bruslja sem bil nekaj časa spet, navada je, da po 8 letih se vsaj za 2 leti vrnemo v domovino in potem sem kandidiral in skratka odšel v Ameriko. Ampak tako na hitro ne bova preskočila Bruslja, to je bilo gotovo zelo zanimivo obdobje tvojega življenja in dela, konec koncev se je takrat konstituirala slovenska država, tudi v pravnem smislu, in gotovo je bilo vse, kar se je dogajalo, velik izziv za poročevalca iz Bruslja. Torej Bruselj, menda si tam spoznal Borisa Johnsona, ki ga danes spremljamo prek televizijskih ekranov, je to res? V kakšnih okoliščinah? Bruselj je bil in še vedno je ena največjih novinarskih kolonij, kajti v Bruslju so dopisniki iz vseh, a sem približil? A je boljše? Okay. V Bruslju je največja novinarska kolonija zaradi tega, ker so dopisniki iz vseh držav in seveda z integracijskim procesom, z zorenjem Evropske unije je seveda Bruselj vse pomembnejši. In seveda takrat je bil v novinarski koloniji v Bruslju tudi nenavaden človek, dopisnik londonskega Daily Telegrapha, ki se je imenoval Boris Johnson. A je imel takrat isto frizuro kot danes? Isto frizuro, kajti Boris Johnson je znan po tem, da je seveda se je nalašč tudi skuštral, ker je pač take vrste človek, da ga je težko ne opaziti in seveda on tudi sam poskrbi za to. Drugače pa je bil zelo klasičen angleški novinar, vedno je bil v temni obleki, še vedno tak, kot ga vidite danes. In spomnim se, da naprimer na včerajšnji ali predvčerajšnji dan je imel tukaj na suknjiču je imel tak rdeč cvet. In potem sem ga vprašal, Boris, zakaj vsi Angleži nosite ta rdeč cvet zdaj tukaj? In rekel mi je, ja, to pa je makov cvet. In Angleži nosimo na dan premirja, armistice se imenuje, dan premirja, ko se je končala Prva svetovna vojna, v spomin na tisoče in tisoče padlih Angležev, Angleži še danes nosijo ta makov cvet, kajti ta polja, kjer so Angleži padali, tam naj bi pognalo na tisoče in tisoče makovih cvetov, kajti za razliko naprimer od teh krajev, kjer smo bili mi, seveda je Prva svetovna vojna v Zahodnji Evropi so jo gledali z druge plati. Oni so bili na strani Antante, imeli so hude bitke v Belgiji in Franciji, tudi pri nas na Soški fronti. Skratka, Boris Johnson je bil posebnež, ki smo ga poznali vsi in seveda zanimalo ga je tudi, jaz pa sem bil v tistem času, v 90-ih letih, ekspert za Jugoslavijo. Kajti v tistem času je razpadala Jugoslavija, Slovenija sicer že bila osamosvojena,
vendar še vedno smo se borili za priznanje, za vstop v mednarodne inštitucije, takrat smo si prizadevali za pridruženo članstvo v Evropski uniji kot prvo stopnjo do polnopravnega članstva, Zveza NATO in tako naprej in tako naprej. Vojna v Jugoslaviji je še potekala in seveda v Bruslju je potekala velika informacijska vojna. Tudi v samih novinarskih krogih veliko lobiranja, kaj se pravzaprav dogaja v Jugoslaviji, v Bosni in tako naprej. In seveda v Bruslju je bila močna srbska novinarska skupnost in seveda ti ljudje so seveda zagovarjali svojo resnico, ki ni bila čisto enaka, kot je bila slovenska, in zaradi tega so nas ti novinarji iz tujine, ki pa so bili zelo vplivni, kajti angleške časopise berejo tako rekoč po celi Evropi, in so nas spraševali za mnenje in seveda, ker smo bili Slovenci že iz te zgodbe, vsaj z eno nogo, so tudi nas spraševali, kaj se dogaja. In seveda tako je Boris Johnson prišel nemalokrat k meni in rekel, glej, jaz imam 30 vrstic, razložiti moram, kaj se dogaja, povej nam, kaj se dogaja, povej mi, da bom razumel, nimam pojma, seveda vedno nas preganja čas in jaz sem to poskušal po najboljših močeh razložiti, vendar Boris Johnson je pač take vrste človek in on je pač rekel, da naj ne kompliciram, povem naj mu, kdo je dober fant in kdo je slab fant, vse ostalo prepusti meni, je rekel, in tako so pač nastajali tudi njegovi članki. Sicer je bil Boris Johnson zelo znan po svojih zelo pronicljivih, kritičnih analizah Evropske unije, tudi nekatere bizarne stvari je upravičeno kritiziral glede bruselske birokracije in tako naprej. Kakorkoli, že takrat je bil Boris Johnson zelo, zelo kritičen do Evropske unije, daleč od tega, da bi bil tako negativno nastrojen do nje, kot je danes, daleč od tega, da bi takrat zagovarjal izstop iz Evropske unije, vendar pa moram reči, imel je do rečeno bruselske birokracije zelo kritičen odnos in včasih tudi upravičeno. Delo dopisnika gotovo ni omejeno na 8-urni delovnik ali pa tudi ne na 10-urni delovnik. Pa mogoče za publiko, Edo, obrazložiš, kako je na primer potekal en tvoj dan, na primer zdaj v zadnjem obdobju bivanja v New Yorku. No, Jaz vem za zgodbe iz druge strani, ko je prišlo do kakšnega strelskega napada in smo že zjutraj na sestanku premlevali, a zbudimo Edota, da bo poročal, a naredimo novico sami. To je ta pogled z Ljubljane. Kaj pa pogled iz Amerike v Slovenijo, oziroma kako je potekal delovni dan? Glavna stvar, ki sem jo tudi jaz, moram reči, tudi ko sem bil še urednik na televiziji, ki sem jo podcenjeval, je časovna razlika. New York je 6 ur za Ljubljano. To pomeni, da naprimer, če sem delal za televizijski dnevnik, sem moral stvar poslati v Ljubljano do 6. ure popoldne. Tista ura potem do 7. je, da se finalizirajo izdelki in seveda to je po newyorškem času do 12. ure. In seveda to popolnoma sami si predstavljajte. Jaz, na primer, nisem, dokler sem bil v Ljubljani, dokler sem odšel v Ameriko in začel tam delati, jaz sem malo stvari v življenju opravil do 12. Ponavadi se je začel naš pravi profesionalni čas, pravo delo po 12. uri ali pa proti večeru. Torej, velika sprememba, treba je bilo vstati zgodaj, kajti sicer sem bil enostavno prepozen in je bilo treba stvari narediti do 12, kar je za
naše razmere predstavljajte si težko dojemljivo. In zaradi tega seveda sem moral velikokrat zaradi te časovne razlike biti po koncu, če sem imel javljanja naprimer v jutranji program radija, sem moral delati v zgodnjih jutranjih urah, zgodnjih nočnih urah po newyorškem času. Skratka, časovna razlika zna biti kar velik problem, tudi zaradi tega, ker človek je čez noč po koncu enkrat, dvakrat, morda celo trikrat, v redu, se preživi, ampak če se pa to dogaja konstantno, pa zna biti problem. In seveda ne smemo pozabiti, da smo dopisniki vsi v službi tako rekoč 7 dni, 24 ur. Torej, če se zgodi kaj nepredvidljivega, so začeli zvoniti pri meni telefoni in seveda je bilo treba poročati o stvareh, za katere včasih, to vam lahko priznam, nisem niti vedel natančno, kaj se dogaja, kajti ne smemo pozabiti, da je od teh 6 ur so še dodatne 3 ure do Kalifornije. Kajti Amerika je zelo velika in jaz se spomnim, da sem moral tudi urednikom včasih dopovedati, da seveda, če se je nekje nekaj zgodilo v Ameriki, so rekli, ja pa skoči tja, vzemi snemalce in skoči tja. Samo v Ameriki to pomeni, da seveda je treba potovati 3000-5000 kilometrov in da seveda je to logistično zelo, zelo težko izvedljivo in zaradi tega je človek v stalni bitki s časom. Kajti, kot rečeno, 6 ur je veliko. Najbrž si mi imel razkošno pisarno, mogoče tajnico, snemalca, skratka, kakšno je bilo tvoje delo, še mogoče razkrijevati te skrivnosti. Dopisniki, vsa dopisništva, ki jih imajo samo v Bruslu kjer imamo 2 dopisnika, Igorja Juriča in Mojco Širok, ona 2 imata pisarno. Drugače pa imamo vsi dopisniki RTV-ja pisarne doma, delamo na domu. In seveda velikokrat so na domovih tudi mali improvizirani studiji, nemalokrat je to studio kakšna fototapeta ali pa se postavi človek na ulico in tako naprej. Velikokrat snemalec ne more priti, kajti moj snemalec naprimer je bil Čilenec, ki je delal za televizijsko mrežo južnoameriško Televisa. In seveda posebnost njegovega dela je to, da je to špansko govoreča televizijska mreža in ko sva začela sodelovati, me je vprašal, koliko imam gledalcev, kajti v našem poslu, v televizijskem poslu je cena uslug velikokrat pogojena z potencialnim številom gledalcev. In jaz sem mu seveda rekel 2 milijona, čeprav veste, da ni 2 milijona, ampak sliši se vsaj okroglo, sem rekel 2 milijona in se je začudil in rekel, to pa ni ravno veliko, ne. Sem rekel, ja, pač majhna država in sem rekel, ja, koliko pa imate gledalcev vi, no, on je rekel 115 milijonov, ne. In seveda to je pogojevalo tudi v marsičem naše delo. Naprimer, spomnim se, da mi je nekoč pokazal neke posnetke in sem rekel, pa kako da je tvoja novinarka pa dobila intervju z Philipom Rothom, znamenitim ameriškim pisateljem, kajti vem, da sem Philipu Rothu napisal ne vem koliko e-mailov in skratka prošen, da bi mi dal vsaj izjavo, in mi ni niti odgovoril. In seveda potem mi je Alejandro povedal, Philip Roth je seveda dobil Cervantesovo nagrado. To je največja književna nagrada špansko govorečega območja in seveda njegovi agentje in promotorji so mu rekli, zdaj, ko si dobil nagrado, daj intervju za Televizo, kajti
če boš dal intervju zanje, bo seveda to zelo, zelo blagodejno vplivalo na prodajo in tako naprej. In zaradi tega je intervju dal za televizijo, ne pa za Televizijo Slovenijo, zaradi tega, ker so pri tem, ne da on tega ne bi hotel, ampak pri tem so vztrajali njegovi promotorji in agenti in to je prednost velikih televizij, velikih televizijskih mrež, kajti ti veliki mediji imajo seveda ogromno gledalcev in zaradi tega tudi toliko večji vpliv. Torej, stanoval si na Manhattnu in tvoje stanovanje, relativno majhno za slovenske razmere, je bilo tudi hkrati studio, ker si objavil na Facebook profilu, mogoče lahko omenim to fotografijo, ki je bila zelo povedna po koncu predsedniške kampanje, si objavil fotografijo. Mi smo te seveda tukaj v Sloveniji gledali, kot da si imel celo, mislim, da belo hišo zadaj, skratka, kot da si v nekem velikem studiu, dejansko si pa naredil studio v domači kuhinji, bil si seveda spodaj v kratkih hlačah, zgoraj v suknjiču, fototapeta, ampak to je bila tvoja domača kuhinja, skratka. To je bilo tako, jaz seveda mislim, lahko bi, kadar sem se javljal v živo v Odmeve, seveda sem šel v studio na 31. ulici, tam je studio, tam je pač klasična televizijska infrastruktura, vendar za druge določene manjše stvari pa smo delali improvizirani studio v hiši, kajti v določenih situacijah je bil studio zaseden in je bilo treba improvizirati in seveda dopisniki oziroma Televizija Slovenija tudi ni najbogatejša medijska hiša in seveda uredniki in producenti v Ljubljani so marsikdaj rekli, tega pa pač ne moremo, je predrago, zaradi tega si je treba pomagati na cenejše načine. Delno si že odgovoril na moje naslednje vprašanje, kaj pomeni novinarska izkaznica, torej novinarska izkaznica slovenskega novinarja v Združenih državah Amerike, ampak vendarle vprašanje, si lahko s to novinarsko izkaznico obiskal kakšno od novinarskih konferenc predsednika Trumpa in seveda moje naslednje vprašanje bo seveda logično, si poklepetal s prvo damo Melanijo, te je sprejela, sta poklepetala o potici v slovenščini seveda. Torej najprej slovenska novinarska izkaznica. Slovenska novinarska izkaznica, če sem čisto odkrit, prav slovenska novinarska izkaznica v Ameriki ne pomeni nič. Zaradi tega, ker pač je slovenska in v Ameriki imamo to rdečo mednarodno izkaznico, tista odpira nekaj vrat, vendar pa ima potem, ko se človek priseli in dobi posebno novinarsko vizo za vstop v Ameriko, potem dobiš tako imenovano ameriško novinarsko akreditacijo in ta seveda odpira praktično vsa vrata, kjer je pač odprto za novinarje, vendar pa je treba reči, da Bela hiša in tudi zunanje ministrstvo in tudi večina drugih ameriških ministrstev ne daje gostujočim dopisnikom stalne akreditacije, ampak povabi samo ob priložnosti novinarje na tiskovne konference, za katere bi bili lahko zainteresirani. To pomeni, da seveda velika večina tujih novinarjev v Ameriki nima stalne akreditacije za Belo hišo, ampak jih samo občasno povabijo, s tem se izognejo gneči v dvorani, ki ni bistveno večja kot tale v Beli hiši. In še ena stvar je, ki jo velja povedati, v Združenih državah imajo absolutno prednost medijsko ameriški mediji. Kajti ameriški politiki, ameriški predsednik, ameriška prva dama
so seveda absolutno zainteresirani za svojo javno podobo v ameriški javnosti in zaradi tega to delajo oziroma imajo absolutno prednost ameriški mediji, naprimer z ameriškim predsednikom potujejo samo ameriški mediji, ko gre na potovanje v tujino, mislim, da sta izjema BBC in ena nemška televizijska mreža. Tako da predsednik je, tudi recimo predsednik daje tujim medijem ekskluzivne intervjuje vedno samo pred obiskom v konkretni državi. Torej, če bi se Trump odpravil na obisk v Slovenijo, v Sevnico. Mimogrede, Trump je bil enkrat v Sevnici, Trump je prišel, ampak takrat še ni bil predsednik. Prišel je pozdraviti svojega tasta in taščo takrat, čeprav mislim, da še ni bil poročen. Tu smo slišali, da je prišel, ampak to je bilo zelo, zelo na kratko. Skratka, če predsednik odpotuje v določeno državo, takrat da izbranim medijem iz te države intervju pred odhodom, kajti s tem seveda gostujoči javnosti in tudi gostujočim politikom preda svoje sporočilo, o čem bo govoril. Ja, Edo, omenil si ameriška prva dama, v redu, ampak vendarle je Slovenka, Melania Trump. Kako ti gledaš na njen položaj in pravzaprav na, lahko rečem, tudi majhno slovensko bolečino, ker smo si veliko obetali od te prve dame, pa za zdaj, ne vem, mogoče v drugem mandatu, če bo, se bo tudi kaj od tega realiziralo. No, si jo srečal mogoče, si skušal navezati stik, si prosil za intervju? Seveda, poskušali smo iz slovenske novinarske skupnosti v Ameriki, vsi dopisniki smo posebej, vsak posamezno in tudi skupaj smo zaprosili za intervju z prvo damo, vendar treba je priznati, ni bilo odgovora. Najprej bi rad rekel, da seveda to osebno za Melanijo Trump je velika stvar, da je pač prva dama, o tem ni nobenega dvoma. Da je poročena z Donaldom Trumpom, z enim najbogatejših Američanov, zdaj tudi predsednikom, tudi to seveda je objektivno velika stvar, o tem sploh ni nobenega dvoma. Vendar pa ne smemo pozabiti, da seveda Melania Trump je zapustila Slovenijo relativno zgodaj. Ona je bila relativno mlada punca, mislim, da med študijem, niti študija ni dokončala, šla je, mislim, da v Milano, v Pariz in potem naprej v New York. In da seveda je Slovenijo pustila za seboj in zdaj je v končni posledici postala prva ameriška dama. In seveda skozi zgodovino ameriških prvih dam je znano, da sta bili samo dve prvi dami, ki nista bili rojeni v Ameriki. Melania Trump in še ena, mislim, da je bilo nekaj 10 let nazaj, ampak tista je bila rojena v Veliki Britaniji. Druge pa so bile vse Američanke in zaradi tega ima Melania Trump problem, kajti Melania Trump bi rada na vsak način, ker je prva dama, ona ves čas poudarja svojo ameriškost in ne slovenskost. Tudi zaradi tega, ker seveda je njen mož, Donald Trump, zelo negativno nastrojen do priseljencev. In seveda tukaj je v malce škatljivi situaciji, kajti Melania Trump je priseljenka. Melania Trump je klasična priseljenka, ona je prišla v Ameriko in zaživela vse dobrobiti novega sveta, še več, z tako imenovanim verižnim pridobivanjem državljanstva, sta zdaj dobila ameriško državljanstvo tudi njena oče in mati
in tudi sestra. Vsi zdaj živijo v Ameriki in seveda zadeva je problematična zaradi tega, ker je bil Donald Trump velik kritik verižnega podeljevanja državljanstev tujcem. Zaradi tega je Melania Trump v malce težki situaciji in se seveda tega svojega slovenskega porekla, mislim, da je morda pretežka beseda, če bi rekel, izogiba, daleč od tega, ampak kljub vsemu tega ne poudarja. In zaradi tega bili smo nekajkrat v situaciji, ko smo tudi slovenski novinarji mahali, klicali za njo Melania in seveda je slišala slovenščino, seveda je prepoznala, da smo slovenski novinarji in bila je idealna priložnost, da bi nam dala morda neko kratko izjavo, saj to bi vsi pričakovali. Priložnostno izjavo Slovencem bi se zdelo zelo lepo, zelo bi bili počaščeni in tako naprej, vendar tega ni Melania Trump naredila nikoli. Sam pri sebi sem razmišljal tudi, da bi bilo seveda, resnično bi bilo, se mi zdi, lepo, če bi recimo Melania Trump prišla na obisk v Slovenijo. Ni nujno, da bi bil to zelo velik, zelo formalen obisk, čeprav prva dama ima svoj protokol, ki ga mora izpolnjevati. Ampak kljub vsemu, če tudi bi bila to relativno skromna zadeva, se mi zdi, da bi to naredila brez kakšne, če hočete, velike politične škode doma. Vendar tega ni naredila in seveda včasih sem se ujel v misli, koliko pravzaprav v Beli hiši Melania Trump lahko vpliva na to, kaj in kako bo počela. Kajti vedeti moramo, da seveda prva dama mora upoštevati pravila, ki veljajo v Beli hiši in seveda vsi vemo, ona se udeležuje karitativnih zborovanj o krasi božično jelko in tako naprej. Vprašanje pa, kako je z vsebinskimi stvarmi. Seveda so nekatere prve dame v preteklosti, ki so bile seveda zelo močne in ki so imele svoj, če hočete, politični program, naprimer klasična prva dama, ki je bila močna kot minister, je bila Hillary Clinton, ki je bila takrat, ko je bila prva dama, je bila zadolžena za prvi poskus zdravstvene reforme v Ameriki, naprimer. Melania Trump se z tem ne ukvarja. Ali ji tega ne dovoli mož, ali ona se tudi relativno malo pojavlja v javnosti in daje relativno malo izjav tudi za ameriške medije. Seveda, vsi vemo, da ameriški mediji so strahotno agresivni za postavljanjem vprašanj. Naprimer, seveda prej ali slej bi padla vprašanja tudi o tem zakonskem življenju, ki vemo, da je nekaj posebnega pri Trumpovih, glede na to, glede na vse, kar smo slišali. In seveda zaradi tega se ona izogiba javnega nastopanja za ameriške medije bistveno manj, za slovenske medije praktično nič, morda, kot pravim, morda nas kdo sliši, morda nas bo kdo slišal, morda, kot si omenila, v drugem mandatu, pa se zgodi, da pride morda v Slovenijo, kajti mislim, da bi bilo to v vsakem primeru za Slovenijo fajn, koristno, dobro in mislim, da tudi nje ne bi nič stalo. Edo, zakaj v tem globaliziranem času, ko nas dejansko bombardirajo novice in tudi lažne novice iz vseh strani, sploh še potrebujemo dopisnike? Seveda dopisnikov je bilo mogoče 20, 25, 30 let nazaj za slovenske medije mnogo več, kot jih je danes. Vem, da ste, mislim, da že kar vrsta, ki izumira, če pogledamo takole na medijsko prizorišče, ampak zakaj rabimo
dopisnike, Cinični ki jih odgovor, ima pravzaprav samo še RTV v tolikšnem obsegu, drugod pa čedalje manj. čedalje manj. Dopisniki, novinarstvo je nasploh poklic, ki je v globoki krizi, to vsi vemo. Vendar cinični odgovor, zakaj ima RTV dopisnike, je to, da seveda dopisnik, ameriški in tudi vsi ostali, naredi približno 60 do 70 prispevkov na mesec. Vsak prispevek je dolg približno minuto in pol in seveda, če to pomnožimo, dobimo približno 3 ure čistega programa na mesec. In seveda 3 ure čistega programa se da kvantificirati in seveda to je razlog, da imamo dopisnike, kajti vsak dopisnik normo novinarsko, čeprav je to nenavadna kategorija, vendar dejstvo je, da imamo neke norme, morda 5-krat preseže. Poleg tega seveda je dopisnik, kot sem že dejal, na voljo tako rekoč 7/24 se reče, torej vsak dan 24 ur na dan, sobota ali nedelja. Morda ste opazili, mene ste zelo velikokrat videli po televiziji ali slišali po radiju čez vikend. Zakaj? Tu sem jaz šele kasneje ugotovil, da seveda čez vikend je treba programe polniti. In seveda čez vikend gredo številni normalni, pošteni ljudje na počitek. In seveda dopisniki takrat pridemo v poštev, še posebej zaradi tega, ker v Ameriki se vedno nekaj zgodi, nekaj dogaja in zaradi tega lahko programe polnimo kadarkoli. Gre pa še za eno drugo stvar, samo še tole, če dovoliš, zakaj so dopisniki potrebni. Zaradi tega, ker mi stvari spremljamo konstantno, ves čas prebiramo, poslušamo, analiziramo in seveda zaradi tega, ker smo v toku dogajanj, nas zelo težko kakšna stvar še preseneti. A veste, vedno smo, nam je potrebna relativno majhna količina informacij, da pridemo do določenih zaključkov, zaradi tega, ker smo v toku dogajanj. In hkrati imamo seveda akumulirano znanje iz preteklosti in zaradi tega seveda lahko produciramo relativno velike količine novinarskih izdelkov, ki jih sicer ne bi mogli. In seveda te naše analize so pa seveda tudi osebni pogled, kot sem že dejal, osebne izkušnje dolgoletnega življenja v tuji sredini, ki seveda človeka tudi v profesionalnem smislu oblikuje. Si kdaj podlegal v lažni novici? Lažni novici? Okoli Trumpa ali pa Melanije, mislim, da gotovo kroži veliko lažnih novic. Lažne novice so problem medijskega sveta. Absolutno da, vendar moram reči, da seveda se pri tem so se kljub vsemu zelo kmalu distanciral od klasičnega interneta, torej od družbenih omrežij. Zaradi tega, ker družbena omrežja, še posebej v Ameriki, pravim, da na družbenih omrežjih se ljudem odprejo najbolj temačne sobane njihove podzavesti. In zaradi tega seveda se tudi zaradi anonimnosti se znajdejo na družbenih omrežjih informacije, ki seveda so zaradi anonimnosti so praktično nepreverljive. Zaradi tega, to je zdaj splošen pojav, zaradi tega so vsi izjemno previdni z tem, kajti ni skrivnost, obstajajo agencije, obstajajo posamezniki, ki seveda si dobesedno izmišljajo informacije in jih plasirajo, seveda z določenim razlogom, ampak ker so to anonimne informacije, jih je nemogoče
preveriti njihovo verodostojnost. Naprimer, New York Times kot klasična inštitucija novinarstva v Združenih državah, poleg recimo Wall Street Journala in še nekaj časopisov. Pri New York Timesu je klasično pravilo, da je treba vsako informacijo vedno preveriti pri dveh neodvisnih virih, ne samo enem. In seveda to včasih zelo oteži situacijo, vendar s tem seveda si mediji podaljša čas, ampak s tem si seveda medij zagotovi na dolgi rok svojo verodostojnost. Seveda ob tem morava povedati, da elektronski mediji, s tem mislim radio in televizija, nismo več prinašalci novic, to vlogo vendarle igrajo spletne platforme oziroma splet kar nasplošno. Zdaj pa tole vprašanje, prej si omenil seveda novinarji, dopisniki, imamo odnos, imamo to analitično mišljenje, vse to znanje, ki ga potem analitično vključimo v svoje prispevke. Pa to vprašanje zdaj, koliko se novinar lahko pravzaprav s svojimi stališči razgali pred javnostjo? Oziroma, ali če sploh obstaja nek nevtralni novinar in kaj to sploh je? Ali je to sploh potrebno? Ker vsi smo vendarle ljudje, tudi dopisniki imajo neka stališča, neke osebne poglede. Ali je dopustno po tvojem mnenju, ali pa nujno po drugi strani, da se ta stališča razgalijo v poročanju za javnost? Moje osebno mnenje, ne samo dopisniki, dopisniki smo novinarji, poročevalci iz tujine, ampak velja za vse novinarje. Vsi novinarji seveda smo tudi homo politicusi. Vsi imamo pravico in vsi seveda gremo vsake 4 leta na volitve. Imamo neka politična stališča. Moramo jih imeti. Če jih ne bi imeli, ne bi bilo dobro. Seveda pa je črta, do katere se ta naša politična stališča, če hočete, naši pogledi na svet, odražajo skozi naše prispevke, mora biti prilično jasna. Naprimer, ko gre za poročanje, jaz sem v marsičem ali pa v veliki večini svojih poročil omejen z izjavami, z citati ljudi, ki jih naprimer dobimo preko agencij. Če, poenostavljeno povedano, predsednik Trump reče nekaj, potem pač je to rekel. Ne morem jaz reči, da tega predsednik Trump ni rekel, če je rekel. Skratka, njegov citat je tisto bistvo, ki ga jaz kot dopisnik prenesem. Druga stvar pa je seveda, da ko se naprimer voditelj Odmevov pogovarja z menoj skozi prosti pogovor, skozi odgovore in vprašanja, seveda skozi ta pogovor pa pridejo na dan lahko tudi moji osebni pogledi in jaz mislim, da je prav, da imam eno stališče do stvari, kajti človek jih mora imeti. Moraš imeti en pogled na svet. To je druga stvar, vendar ko gre za samo poročanje, potem seveda smo omejeni oziroma so pravila igre zelo jasna. Če se nekaj izjavi, seveda morajo potem protagonisti teh izjav prevzeti odgovornost za to in seveda stati za temi izjavami, kajti mi samo prenašamo to, kar so nam povedali. No, ampak pri tem tudi neko svoje mnenje delite z ljudmi, pa tukaj vprašanje, deležen si bil seveda tudi kritik, tako kot vsi novinarji,
Na enem od spletnih portalov so enkrat zapisali, koliko časa bo Žitnik še lagal iz naših televizijskih ekranov. Kakšen odnos imaš do te ali pa podobnih kritik, te prizadene, zamahneš z roko, greš dalje? Bilo bi nefer, če bi rekel, da mi je vseeno. Nikomur ni vseeno. Mislim, da je logično, da seveda, če človek postane tarča takšnih izjav, racionalno seveda lahko človek zamahne z roko, ampak nekje ostane. To je popolnoma človeško. Mislim, da se to zgodi, to se dogaja v življenju nas vseh. Nekaj lahko racionaliziramo, drugo pa je naša podzavest. Torej, zagotovo človek ni ravnodušen do teh stvari, vendar pa jaz, kar se tiče mojega poročanja, sem vzpostavil obrambni mehanizem, ki ga imajo vsi, in to so mi tudi svetovali kolegi tudi v Ameriki, in ta obrambni mehanizem pravi, da enostavno ne podleži skušnjavi, da bi začel prebirati komentarje o tvojem delu. Ali pa polemizirati. Absolutno, polemiziram sploh nikoli, ampak zdaj že dolgo časa tega niti ne prebiram, kajti, kot rečeno, velika večina teh ocen, morda tudi to so nepodpisane izjave. To so ljudje, ki ne vem, kje so, kdo so, kaj so. In seveda zdi se mi, da je prav. Dobil sem tudi nekaj pisem, to so pa ljudje, ki so pisali v hišo, seveda, ne. Mislim, da so bile nekoč pritožbe, kako sem poročal o obisku papeža v Ameriki in tako naprej. Skratka, na tista pisma pa seveda, ki so bila podpisana z imenom in priimkom in so prišla do mene preko naše službe za stike z javnostjo, seveda sem odgovoril zelo izčrpno in po najboljših močeh. To je druga stvar, ampak kot rečeno, če bi prebiral vse, kar je na družbenih omrežjih, številni veste, da to za duševno zdravje ni najbolj koristno in zaradi tega številni ljudje imajo velike rezerve glede tega, še posebej, kot rečeno, ker je zdaj znano tudi med ameriškimi predsedniškimi volitvami, je prišlo to na dan, da seveda se preko družbenih omrežij poskuša vplivati na ljudi zaradi zelo jasnih, konkretnih političnih interesov. Videli smo v Ameriki z Trumpovo kampanjo, videli smo v Veliki Britaniji z kampanjo za Brexit. Skratka, to lahko postanejo zelo nevarne zadeve. Naslednje leto bodo Američani ponovno volili svojega prvega moža. Ti si že zadnjič v Odmevih in gotovo bodo prilike tudi v naslednjem letu. Odgovoril nekako tako, da slutiš ponovno zmago Trumpa, zato te ne bom vprašala, kaj misliš, bo Trump dobil drugi mandat, ampak nekaj drugega se mi zdi pa tudi zanimivo. In sicer, da menda Hillary Clinton še ni rekla zadnje besede, se ti zdi sploh možno, realno, da bi se dejansko spustila še enkrat v ta boj? Najprej, številni ljudje me sprašujejo seveda, ali bo Trump še enkrat zmagal. In seveda moram odgovoriti, da v tem trenutku, kdor bi z gotovostjo rekel, Trump bo zmagal ali pa Trump bo poražen, je to znamenje ali njihovega skrajnega cinizma ali pa nevednosti. Kajti v tem trenutku do končnega odgovora, ali bo Trump zmagal ali ne, ni mogoče dati.
Obstaja pa, in o tem sem govoril tudi v Odmevih, Donald Trump ima dva močna argumenta, dve zelo ugodni okoliščini. Gospodarsko stanje, ljudje živijo relativno bolje kot pred 4 leti, ker ni krize, in drugo, demokrati nimajo pravega protikandidata. In zaradi tega, ker tega pravega protikandidata, ki bi fasciniral Američane, predvsem mlajše Američane, predvsem predstavnike manjšin, torej črncev, latinosov, priseljencev in tako naprej, demokrati nimajo novega Obame. Demokrati iščejo na vse možne načine novega Obamo, ki bi začaral Američane in bi začaral v svet. Se spomnite, kako je bilo, ko smo odkrili Obamo? In tega človeka ni. Obstaja Joseph Biden, ampak Joseph Biden ima, zaradi tega, ker je bil Obamov podpredsednik in seveda asociiran na Obamo, in Joseph Biden ima sposobnost navezave pristnega stika z ljudmi, in zaradi tega Joseph Biden velja za relativno izvoljivega in bi bil lahko pravi protikandidat za Trumpa, vendar pa ima velik problem, in to je, da je star 78 let in da je seveda v ameriški politiki v Washingtonu že od leta 1973 in da seveda Joseph Biden z svojim političnim pedigrejem, za svojo zgodovino, z že eno kandidaturo, Američanom, posebej mlajšim ljudem, ne more in ne zna ponuditi ničesar novega. In mladi ljudje iščejo nove, mlade obraze, nove idole, nekoga, ki jih bo popeljal v svetlo prihodnost. In tega demokrati nimajo. In ta dva elementa, torej relativno boljše življenje in pomanjkanje pravega demokratskega predsedniškega kandidata, tu sta dve okoliščini, ki govorita zelo v prid Donalda Trumpa. Kljub njegovi silni nepopularnosti, Američani so popolnoma razklani, Američani so zdaj skoraj tako Slovenci, ja, veste, mislim, levi in desni, za in proti, ampak kljub temu ta čas seveda demokrati še niso našli človeka, ki bi zažgal ljudi, ki bi posebej neodvisne volivce, torej tiste, ki ne vedo, niso niti za republikance, niti za demokrate, teh je približno tretjina, četrtina. Če ti ljudje ne pridejo na volišča, potem bo zmagal Trump. Treba je te ljudi spraviti na volišča. In seveda, če bodo demokrati našli človeka, ki bo prepričal te ljudi, da se bodo odločili, da gredo na volišče, potem bodo zmagali. Kajti, če pa človek ne gre na volišče, pa velja v vsakih volitvah in tudi ameriških, ne samo, da ne daš glasu svojemu kandidatu, ampak pol glasu pokloniš proti kandidatu. Hillary? Aha, no in v tej situaciji se je ponovno, vi morate vedeti, da to je bila ena najhujših bolečin. Hillary Clinton, ko je bila poražena, ona ni takrat bila sposobna stopiti pred kamere, to je bil tak šok zanjo. Ona je dobila več kot 3 milijone glasov več v Ameriki, glasov, volivcev, ampak zaradi elektorskega sistema je zmagal Trump in seveda to je bil zanjo tak šok, da je rabila kar nekaj tednov, celo mesecev, da se je spravila k sebi in seveda te bolečine Hillary Clinton še vedno ni preživela in zaradi tega znova sanja, morda pa spet, vendar tudi Hillary Clinton ni rosno mlada in poleg tega Hillary Clinton je podobno kot Joseph Biden zgodba, ki so jo Američani
Že večkrat videli in že slišali, in zaradi tega Hillary Clinton Američanom ne more, ne zna ponuditi tistega. Kaj je to tisto, ne vem, ampak zagotovo Hillary Clinton tega nima. Joseph Biden tudi ne. Pojavil se je Michael Bloomberg, bogataš iz New Yorka, lastnik medijskega imperija Bloomberg, ki ima tudi že zelo dolgo predsedniške ambicije, vendar predvsem med mladimi privrženci demokratske stranke Michael Bloomberg figurira nekaj podobnega kot Donald Trump, samo da podpira boj proti klimatskim spremembam in tako naprej, vendar tudi tu je še en bogataš, ki seveda bi rad svoje življenje kronal z predsedniško funkcijo. Michael Bloomberg je tudi, mislim, da gre, zdaj pa ne vem, ali je 74 ali, ampak zelo dobro zgleda. Veste, ti ljudje zgledajo vedno dobro, kajti gredo, v Ameriki je nekaj čisto normalnega, da ljudje, a veste, v Ameriki ne vidite nobenega javnega človeka, ki se v javnosti pojavlja, da je plešast ali kaj takega, da nima lepih zob ali tako naprej, pač zaradi tega so ti ljudje zelo popravljeni in seveda zelo uspešno skrivajo svoja prava leta. Jaz imam samo še eno vprašanje, potem pa bom prepustila publiki mikrofon. 8 let življenja in dela v New Yorku. Kaj pogrešaš že zdaj in česa sploh ne? 2 meseca sem nazaj in moram priznati, da ne pogrešam še nič. Boste presenečeni, zakaj? Živel sem na 23. ulici, tudi ti si me obiskala. To je zelo prometna ulica, v mojem koncu so tudi manhattanske bolnišnice. Dejansko New York je mesto, ki nikoli ne spi, Manhattan še toliko bolj. In zaradi tega, ker izhajam iz Slovenije, ker izhajam iz Grosuplja, iz male Ljubljane, ropota, silnega tempa, silne draginje, ta čas ne pogrešam. Sveda New York ponuja ogromno stvari. New York ponuja vse, kar si človek pod soncem zamisli. Vse najdeš v tem mestu, vendar pa zato je treba imeti tudi veliko denarja. Kakorkoli, zdaj sem še v fazi, ko mi mir relativen v Sloveniji, relativno mirno življenje mi ustreza. Seveda ni pa rečeno, da mi čez nekaj mesecev ne bo spet zadišal in se bom zagotovo še odpravil tja, vendar v tem trenutku ga resnično ne pogrešam, tudi zaradi tega, ker sem živel v New Yorku sam in seveda zdaj sem nazaj tukaj. Eden tudi od razlogov, ki je prispeval k temu, da seveda se čisto dobro počutim tudi tukaj, je, da seveda moja starša sta blizu 80 let in seveda je morda čas, da nekaj več časa preživim z svojimi starši in seveda morda tudi z mojo familijo. Moji hčeri sta stari 23 in 25 let in seveda spomnil sem se, da v življenju 23-letnice 8 let ni bilo človeka, ki naj bi bil tisin oče in seveda to je za 23-letnico velik del življenja. In seveda tega sem se spomnil, ko sem seveda ti si pisal za rojstni dan in seveda priznam, se zmotil pri letu, koliko je stara.
Upam, da ti ni preveč zamerila. Ne, se me pozna. Skratka ni noben problem. New York je strašno zahtevno mesto, zaradi tega, potem ko človek pride iz takega kraja nazaj v Slovenijo, potem tudi to Slovenijo kljub vsemu vsaj nekaj časa gleda malce drugače. Hvala lepa. Izvolite, mikrofon je vaš. Mogoče kakšno vprašanje? Čisto zraven mene. Kavčič, dovolite, majčken odmik od zunanje politike, morda živeli ste v samem osrčju New Yorka. Kaj pa kulturni utrip? Kako ste to doživljali? V New Yorku se dogaja, kot sem rekel, vse. Imate Broadway, številni, ki greste v New York, veste, da obstaja posebna ulica. Skratka, na Broadwayu je ponovadi, mislim, da je okrog 50 do 60 predstav, to so musicali, in seveda številni od nas imamo morda, tudi jaz sem imel malce predsodka pred musicali. In tako, ampak to so vrhunske predstave in seveda Broadway, na primer, je ena stvar, ki je ni nikjer drugje po svetu. Seveda so musicali tudi drugje, vendar Broadway kot tak, predstave, verjetno ste, če ste slučajno gledali Zrcalo tedna v nedeljo, zdaj je ravno začel igrati musical Tina o Tini Turner. No in seveda drugo, ko je prišla na obisk moja tašča, sem jo peljal z hčerko njeno, torej z mojo ženo, sem jo peljal v Metropolitansko opero, kjer je nastopala Ana Netrebko in Valerij Gergijev, ki je tudi, se ga spomnite, nastopal tudi pri nas v Ljubljani. In seveda v operi se najboljše, kar obstaja v operi, se dogaja v Metropolitanski operi. Z malo pripombo, karta seveda stane $500. In seveda jaz moji tašči niti nisem povedal, koliko sem dal za karto, ker verjetno ne bi niti hotela iti na predstavo, bi bila slabe volje. No, kakorkoli, v jazzu seveda, ne, v New Yorku, kot veste, deluje tudi nekaj slovenskih jazzovskih glasbenikov, kajti če obstaja jazzovska meka, je to New York. V New Yorku obstaja nešteto jazzovskih klubov in seveda življenje jazzovskih glasbenikov v New Yorku je zelo, zelo težko in seveda vsi vemo, da na primer jazzovski glasbeniki pridejo v Evropo poleti na jazzovske festivale, kajti na jazzovskih festivalih v Evropi so bistveno bolje plačani, si naberejo nekaj denarja, da potem lažje preživijo čez zimo v New Yorku, kajti konkurenca je tako huda, da seveda so jazzovski glasbeniki pripravljeni igrati tudi za ston, če je treba, samo da preživijo. Skratka, New York je tudi, pravijo, da je New York ni politična prestolnica, seveda je Washington, ampak New York je zagotovo kulturna prestolnica Amerike in tudi lahko rečemo sveta. Spomnim se, da so me z ženo sva hodila po ulici. V New Yorku lahko na ulici srečate zvezdnike, lahko srečate Madonna, lahko srečate Roberta De Nira, lahko srečate en kup ljudi, ki jih poznate in seveda potem človek dobi vtis, da je morda del njihovega sveta, čeprav ni. Pač slučajno smo na istem mestu in bil je nekoč en prijatelj pri meni in je prišel nazaj z ene zabave na strehi, neke mondene zabave in je rekel, srečal sem, gor je bil tudi
Mike Jagger je bil na tej zabavi. On se je rekel, fajn, ne. Pa kje sta se pa videla, sta bila skupaj. Ja, je rekel, pri sosednem pisoarju je stal, ne. Mislim, potem, ko smo šli pa nazaj v ta družabni prostor, pa so ga takoj obšli trije bodyguardi, trije varnostniki. Skratka, ene vrste iluzija, ampak kljub vsemu, v New Yorku je vse in ena stvar, ki sem jo že prej delno omenil, ne, za vse te stvari je treba imeti ogromno denarja, kajti kulturne prireditve v Madison Square Gardenu, recimo, kjer lahko gledate največje koncerte, najboljše športnike in tako naprej, so karte izjemno drage, kajti za razliko morda od razmer pri nas, v New Yorku in tudi sicer v Ameriki, ampak v New Yorku je to izvedeno do skrajnosti, cena kart odvisna od povpraševanja. In seveda v New Yorku je povpraševanje po vsaki predstavi veliko in zaradi tega so cene zelo visoke. In to velja za kulturne prireditve in to velja tudi za restauracije in za vse ostalo, obleke in tako naprej, kajti v New Yorku je koncentracija milijonarjev, največja na svetu, in seveda v New Yorku je ogromno ljudi, ki so pripravljeni za bizarne stvari odšteti ogromno denarja. In seveda to vse prispeva k temu, da je New York izjemno drago mesto. Jaz upam, da sem vsaj približno odgovoril, skratka, v New Yorku tudi kar se tiče kulture, je vse. Ja, pozdravljeni. Omenili ste Zrcalo tedna. Meni osebno je to ena najbolj priljubljenih informativnih oddaj, jo vedno rad pogledam. Pa sem opazil, sem vas slišal, da ste jo vi pripravili v nedeljo. In me zanima, zdaj, ko ste se vrnili iz New Yorka, kakšno delo vas zdaj čaka na Sloveniji, ali boste se z domačim političnim parketom ukvarjali? Ali... Ne, veste kako je, mislim, čisto tako brez dlake na jeziku, po New Yorku v našem poslu, mislim, da sem Darji že rekel, po New Yorku človek vedno pade v luknjo, ko pride nazaj, to je logično. Meni so ponujali vodenje informativnih oddaj, vendar tega nisem prevzel in sem prevzel, zdaj sem novinar v zunanje politični redakciji, delal bom Zrcalo tedna, strinjam se, zanimiva oddaja, že 30 let ta oddaja obstaja in seveda kar vztraja kljub novim razmeram, kljub novim časom. Kakorkoli, vrnil sem se v zunanje politično redakcijo, tam sem novinar, komentator in zaradi tega se bom v Odmevih pojavljal, ko bo govora o Ameriki, seveda, za kar sem specialist in seveda imam se tudi za specialista za Evropsko unijo, vendar, kot veste, v Ameriki imamo novega dopisnika Andreja Stoparja in v Bruslju imamo 2 dopisnika, tako da seveda bom jaz tukaj nastopal predvsem v vlogi komentatorja, delam Zrcala tedna, delamo pa tudi na nekaj posebnih projektih, ki bodo prišli na program prihodnje leto in to so projekti, ki bodo spominjali, če se spomnite, jaz samo iz pripovedovanja to vem, ker nisem bil še tukaj, imeli smo a je bil ciklus oddaj ali pa so bile oddaje obletnica vrnitve prek Murja, nekaj je bilo po televiziji prek stoletnica. Nekaj podobnega se pripravlja za Trst in za Celovec, obletnica požiga Slovenskega narodnega doma in Celovec in ta 2 projekta, na teh 2 projektih delam tudi za prihodnje leto. To bo prireditev, ki bo zelo verjetno ali v centru Trsta ali pa morda gor na občinah, da bomo imeli pogled na Trst in tako naprej. Skratka, poleg dela v zunanje politični redakciji, Zrcalo tedna, mimogrede,
danes sem pisal nekrolog za Jimmyja Carterja, tak je naš posel, Jimmy Carter ni še umrl, ampak je pa bogi, no? Tak je pač naš posel. Skratka, s temi stvarmi se ukvarjam v zunanji politiki. In seveda ni rečeno, da morda nekoč ne bom spet poskusil iti kam ven. Med dopisniki obstaja, a veste, se vrnemo nazaj, pa nam čez čas kljub vsemu postane malce premajhno, ne? Pa teh hišnih intrig, teh hišnih zgodb ne poznamo tako in se prilično slabo znajdemo v hiši in potem velikokrat potem spet kar pobegnemo spet v tujino zaradi tega, ker ne znamo tukaj nekako. No. Ne vem, bo videl. To. Mogoče še kakšno vprašanje? No, če ni, bi se jaz najlepše zahvalila današnjemu gostu.